Ja, lep pozdrav z moje strani. Ja, v bistvu danes smo se zbrali, zato ker opažamo porast števila obravnav poškodovancev pri nas. V takšnem obdobju v letu ponovadi upadajo prihodi poškodovancev in obravnav, letos pa ni tako, tako da ta obremenjenost se nadaljuje tudi v tem obdobju, za katerega je značilno, da obravnavamo malo manj poškodovancev. Zdaj, v zadnjih 8 dneh smo na primer vsak dan obravnavali več kot 200 poškodovancev v urgentnem kirurškem bloku. Od tega je bilo v tem obdobju 13 oživljanj, 8 premestitev hudih poškodb iz drugih bolnišnic, kjer so bili že predtem ustrezno obravnavani ter nato poslani za nadaljnjo diagnostiko oziroma kirurško oskrbo k nam. 44 pacientov je bilo sprejetih za nadaljnjo operativno zdravljenje v teh dneh, še več pa jih tudi doma čaka na samo operativno zdravljenje. Vsak dan je bilo narejenih približno 40 konzervativnih zdravljenj z mavcem. Glede na to, da ponavadi opažamo upad, je najverjetneje letošnje leto bolj obremenjeno tudi zaradi teh vročinskih oziroma temperaturnih razmer. Opažamo, da prihaja tudi v hribih večkrat do poškodb mladih, kjer je lahko tudi vzrok dehidracija, slabost, kolaps. Tako da sporočamo in svetujemo prebivalstvu, naj se zadostno hidrira, izogiba soncu in dela fizične aktivnosti oziroma športne aktivnosti, le tiste, ki so nujno potrebne. Lahko že kakšno vprašanje? Lahko. Morda, ste že omenili, da je to znatno povprečno v primerjavi z navadnimi opažajo ponovno usipljanje, koliko več poškodovanih, če tako nekako čez palec ocenimo, ali pa morda tudi konkretno ste obravnavali tudi v zadnjih dneh v primerjavi z nekim običajnim poletnim obdobjem? Zdaj, recimo 200 obravnav na dan je že kar tako višja številka. Recimo poleti mislim, da je tam okrog, recimo bi lahko rekli enih 50 manj, torej recimo 25% manj bi bilo. Katere škode pa tudi najbolj izstopajo, če so tudi gore, mladi, starejši, se tukaj mogoče nekaj vrača, starejši, vedno so bolj občutljivi do mladih, recimo? Ne, sedaj imamo dosti mladih, dosti hribovskih poškodb, dosti motorističnih, prometnih nesreč, tako da dosti je hudih poškodb, ki pol tudi nadaljnjo zdravljenje nam zelo obremenijo. Pa bi rekli, da so mobilni centri izležali nekim mernim zmogljivost, da se morali tudi zaradi tega? To ne zaenkrat, ne. Pri nas ne. Ta ne še bolj nasplošno, koliko teh nesreč bi bilo mogoče. Še prej ste dejali, hidracija in tako naprej, katero napako bi najbolj boste delali? Tukaj se Zdaj, težko rečemo, zakaj je povsem prišlo pri vsaki nesreči. Sem sigurno zdaj dostikrat tudi vzrok neka dehidracija in potem kolaps, še posebej v kakšnih hribih se lahko to zgodi tako mlajšim kot starejšim. To je možno preprečiti. Zdaj v teh razmerah ni smiselno hoditi v hribe, če je 40 stopinj zunaj, se lahko čaka kakšen dan. Če bi lahko dali kakšen nasvet ljudem, ki grejo v hribe oziroma plavati, kaj bi rekli? Ja, sigurno naj grejo na pot bolj zgodaj, ko je bolj hladno, in da se izogibajo soncu, hidrirajo cel dan zadostno. Mogoče zaradi dopustov, poleg povečanega števila bolnikov, mogoče tudi zaradi dopustov, kakšne težave? Mislite pri zaposlenih? Ne, to poteka zaenkrat normalno. Kdaj pa običajno statistično največ poškodb, kdaj v običajnem letu imate več? Zdaj to bom povedal z glave, mislim, da tam spomladi oziroma jeseni, ko se začnejo ta zunanja dela. Takrat je številčno, ne po teži, samo številčno nekako. Zdaj bi morda rekli, da je res v zadnjih letih utežišče, dejali ste letos zaradi tega vročinskega vala, vse vročinski valovi so preprosta stvar, ni več neka rariteta. Bi rekli, da mogoče v zadnjih letih opažate porast tega trenda? Kaj se dogaja v vašem razredu? Sigurno so ljudje bolj športno, fizično aktivni, delajo bolj športne aktivnosti, ki so tudi malo bolj nevarne, več je najbrž tudi turistov, ki so tukaj. Tako da tega je sigurno več in se malo pozna tudi pri obravnavah. V zadnjih letih? V zadnjih letih, ja. Recimo 5 let.